strogo upoštevanje navodil, samozaščitno obnašanje in samoizolacija lahko rešujejo življenja, se zaustavijo hitro širitev koronavirusa. O tem je spregovoril Žiga Wolf, Slovenec, ki trenutno živi v Šanghaju. Med ljudmi panika ne vlada več, sicer ne poznam točne trenutne situacije v mestu Wuhan in bi lahko rekel, da so stvari pod nadzorom. Se pa sedaj na Kitajskem pojavljajo novi slučaji okuženih ljudi, ki so se vrnili nazaj na Kitajsko iz novo nastalih žarišč, kot so Južna Koreja, Japonska, Iran in Italija. Za preventivno zaščito pred okužbami uporabljamo celotni čas maske, ko gremo ven iz stanovanja. Kakor je mogoče, se izogibamo krajev oziroma prostorov, kjer je veliko ljudi. Zadržujemo se, kakor se le da doma, redno si umivamo roke z razkužilom ter s prsti ne gremo v usta, nos ali blizu oči. Povezano s tem je tudi uživanje, kakor se le da zdrave, kuhane hrane ter izogibanje hladni hrani ter hladnim pijačam. Redno pijemo čaj, nekateri ljudje pa uživajo tudi vitamine. Doma prav tako ogrevamo naše prostore, saj naj bi veljalo, da virus dolgo časa ne preživi v toplih okoljih. Recimo v mojem bloku vsak dan redno čistijo in razkužujejo tla v vseh nadstropjih ter v dvigalu. Zaradi strahu pred širjenjem virusa je kitajska država zelo ostro nastopila s svojimi ukrepi. Vse šole, od vrtcev do univerz, so zaprte, prav tako vsi klubi in druge izobraževalne ter športne institucije. Vsa tekmovanja so odpovedana. V mestu, v katerem živi približno 12krat več prebivalcev, kot je nas vseh Slovencev, so virus skorajda izničili, pravi. Rešile so jih močne zaostritve ukrepov, zapiranje mest, rešila jih je samoizolacija in stroga pravila. Ko je bilo širjenje virusa na Kitajskem na vrhuncu, je bilo mesto Šanghaj praktično prazno. Še skoraj da avta nisi videl na cesti. Moramo tu vedeti, da je Šanghaj mesto, ki ima okoli 25 milijonov ljudi. Prav tako je bilo veliko linij vlakov ter letalskih letov znotraj države ter tudi izven države ohromljenih oziroma odpovedanih. Z avtom je bilo zelo težko oziroma omejeno se voziti oziroma potovati v druge province, saj so imeli Kitajci veliko cestnih zapor in blokad. Mesto Wuhan oziroma celotno Hubei provinco so Kitajci dobesedno zaprli zaradi strahu pred širjenjem virusa in jo do sedaj še niso odprli. V Wuhanu so nekaj bolnic Kitajci dobesedno zgradili oziroma preuredili druge prostore v bolnice v 10 dneh. Res neverjetno. Rusija, na primer, je tudi zaprla celotno mejo s Kitajsko in je še vedno ni odprla. Za kitajske novoletne praznike sem šel s punco v njen domači kraj na jugu Kitajske. Ko sem se vračal nazaj v Šanghaj, sem moral iti v karanteno oziroma samoizolacijo za 2 tedne na svojem domu. V 2-tedensko karanteno morajo sedaj še vedno ljudje, ki so prišli nazaj na Kitajsko iz prej omenjenih kritičnih novonastalih žarišč, tu spadajo države Južna Koreja, Japonska, Iran in Italija. Saj mi ni nič manjkalo. Hrano in živila sem si lahko naročal preko internetne dostave. Sam pri sebi sem se zavedal, da lahko s tem preventivno omejim širjenje virusa drugim, če bi ga slučajno dobil. Vendar se mi je življenje definitivno spremenilo. V Šanghaju ter v večini drugih mest oziroma provinc se stanje vrača počasi v normalo. Večina ljudi se je že vrnila na svoja delovna mesta, določene javne institucije imajo sedaj prilagojeno delovanje. Zato je v tem času pomembno, da strogo upoštevamo navodila strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Vlade Republike Slovenije. Se držimo navodil iz lokalnih skupnosti in zdravstvenih ustanov, ravnamo samozaščitno in ostanemo doma. V upanju najboljšega vas Žiga Wolf lepo pozdravljam iz Šanghajja.